Prisrčen pozdrav. Tale teden Slovenci praznujemo kulturni praznik, Prešernov dan. Tale izraz mi gre izjemno na živce in bom tokom predavanja tudi malo nakazal zakaj. In zdaj bom pa posnel prvi del od verjetno treh delov predavanja oziroma nekega ekspozeja na neko naročeno predavanje. 9. po vrsti, nekdo si je zaželel, prosil me je, če lahko to posnamem. Namreč tema, ki jo je pa predlagal, je bila pa volkizem, prebojenstvo, so to cancel kulturo oziroma nesnago in seveda feminizem bo tukaj vključen. Se pravi, imam plan posneti 3 dele, ne vem, ali bo to po pol ure, imam tale telefon, če bo ubogal, bo, če ne pa ne vem, ko bom naredil, mogo pa tam na Zoom, ki je pa slabša kvaliteta posnetka. Torej, volkizem, prebojenstvo je neka družbena ideologija oziroma politična ekonomija, nek koncept bi se dalo reči, ki se je ukoreninil ali pa pojavil na levem političnem polu, na ideološkem polju. Ve se, kakšno je to levo ideološko polje, liberalno, da ne rečem anarcho-liberalno, v zadnjih letih, desetletjih, ne samo v Sloveniji, tudi povsod po svetu. Predvsem v ZDA bom rekel, zato ker volkizem izhaja iz ZDA in bo tole predavanje osredotočeno malo na ZDA, malo pa tudi na Slovenijo. Se pravi, teoretsko bi ta volkizem lahko povezovali z levo politično sceno, lahko bi mu rekli tudi nekakšen, zdaj malo bo to retorično, malo pa tudi drži, antipol fašizmu, ki je pa konzervativna ideologija, levi fašizem, tako retorično rečeno, antipol temu klasičnemu fašizmu, ki se je pojavil glihenih 100 let nazaj, tam bom rekel, ne ravno v Mussolinijevi Italiji, ampak zgolj v Italiji, ker je bil tam nek filozof, kar dost močen, razglašal se je celo za ateista, čeprav je bil krščanski, tako Giovanni Gentile, to je bil kar pomemben filozof, tako resnici na ljubo. Če ne bi bili mi tako levo intelektualno kontaminirani, tudi politično so intelektualci in filozofi, ki proučujejo te ideologije, če ne bi bili tako pro-levi, bi tega Giovannija Gentilija malo drugače obravnavali. On je bil filozof, res da tudi ideolog fašizma, sam fašizem sprva je bila čisto spodobna, legitimna filozofija, ideološko kontaminirana, na podoben način kot nek marksizem, ali pa pozneje, ne vem, kak leninizem. Karl Marx pa Friedrich Engels sta na filozofskem polju. Marksizem je bila v Sloveniji vodilna filozofija, bila pa je ideologija. Se pravi, ta fašizem Giovannija Gentileja ni imel tako negativne konotacije, dokler se ni zgodila druga svetovna vojna. Zaradi nje zdaj mi, ker uporabljamo ta fašizem kot nek a priorno negativni kontekst, se nam vzbudi, ko rečemo fašizem. Pač zaradi druge svetovne vojne. Jaz veljam v Sloveniji za, odkar ni Ruglja, vodilnega, pa še ko je bil Rugl, sem bil bolj konsistenten antifeminist. Rugl me je hotel imeti za naslednika, tako neuradno me prosil, ampak tole, kar dela Perko, je čist spodobno, zelo v redu je nasledil Rugla. Rugl je bil tudi antifeminist.
tako kot jaz. Še kdo se najde, tako na Jordan Peterson, recimo. In antifeminizem je v bistvu tudi protipol temu prebojenstvu, temu volkizmu, ki ga pa Trump zdaj ukinja. Čist, rekel, legitimno ga ukinja. Mislim, komu je zdaj to fajn, komu ni fajn, to je zdaj druga zgodba. Levičarjem v Sloveniji ni fajn, da Trump volkizm ukinja. Že Trumpa tako in tako nimajo radi, ker je konzervativen, cela Slovenija pa tako rekoč cela, ni cela, ampak večina političnega telesa v Sloveniji je prolevega, zato tudi vse te zmage na volitvah, najbolj se to vidi na predsedniških volitvah. Mogoče še najmanj na zadnji, ker je bila ta Nataša Pirc Musar slaba kandidatka, pa je premagala dobrega desnega kandidata Anžeta Logarja. Se pravi, ta volkizm je po moji percepciji tudi sociološka kategorija. Jaz sem magister sociologije kulture in me ta stvar ful zanima. Seveda tudi politološka kategorija. Zdaj jaz sem kritičen do tega volkizma, predvsem zaradi te cancel kulture, ki je meni ničkolikokrat v zadnjih 20 letih že zagodla na številne različne načine. Zadnjih 15 let, odkar, rekel, že 2009, ko sem bil v državnem zboru, pa sem rekel, da otroci ne morejo, ne smejo biti posvajani v istospolne partnerske skupnosti, ker, in sem se to utemeljil, pa sem rekel, pa jaz sem strbovelj, sem levičar, zaradi psihoanalize, da vam to govorim. Skratka, zadnjih 15 let sem prepovedan, blokiran, odstranjen iz javnega diskurza, sem na seznamu črnih list, tam so tudi kakšen požar, recimo, Brščič, Boštjan Marko Turk, tudi Aljuš Pertinač, voditelj Faktorja. Vsi smo tako malo, rekel, ne levi, tako zvenimo. Mislim, čeprav jaz sem strbovelj, to me ne morete kar dati na desno. Sem pa konzervativen. Zdaj to, da se meni verjetno tudi prisluškuje, imamo včasih neke smetnje noter po telefonu, pa preganja s policijo. Čeprav tale akcija Urške Klakočar Zupančič je bila bolj solo akcija, to se je nebrzdano spustila s ketne, neukrotljiva kot je, in to je naredila škodo Gibanju Svoboda, ampak pustimo to, se bomo še na sodišču tole malo prerekali, bolj s policijo, ki jo je ubogala, ne z Urško. Ok, zdaj toliko sem zdaj malo voda naredil, pač moram poudariti, da sem jaz politično nadležen, ideološko sem nadležen, nevaren, nezaželjen. Predvsem te, torej na levi, te feministke, ki jo vladujejo podtalno levo politično sceno, so alergične na mene, ne nazadnje Prvi spol knjiga, pa o spolu 12 sem to napisal, je nočna mora za feministke. Zdaj jaz pa v tem volkizmu, ki me dela prečrtanga, odrezanga, izoliranga, ne samo mene, ampak vse drugače misleče, to je značilno dejansko za fašizem, oziroma fašistoidni pristop je to. Ampak pristop je tudi totalitarističen. Tudi na levem delu politične scene v svetovnem smislu se je pojavil na levici, tako rekoč, na levem bloku, vzhodnem bloku Sovjetske zveze, pa tudi Severna Koreja, pa še prej Kitajska, ta totalitarizem, ta pristop totalitarističen je značilen za to volkistično, prebojensko ideologijo. Zdaj pa to velja za našo levo sceno. Zdaj psihoanalitično bom rekel, veliko sadizma je v tej
woke ideologiji, v tem prebojenstvu, veliko moralne nerazsodnosti, se pravi odsotnost etičnega imperativa, šibek nadjaz, ignorirajo se osnovna načela demokracije, to je največji greh v politološkem smislu gledano, ker se zaobide tudi svoboda govora, ki je pa sveta stvar. Za Slovenijo bi se dalo reči, in to je pomembno, da je, kako že rekel Marcel v tistem svojem znamenitem Studio City, da je levih jebeno več, fucking več, kaj že rekel. In levičari si to lahko privoščijo, ker vse obvladujejo. In so to woke ideologijo, da infiltrirate vse pore, vse segmente indoktrinacije občestva, populacije, in potem imamo, kar imamo. Nekateri smo popolnoma izolirani, odžagani, prečrtani, skenslani, odtod ta cancel kultura. Zdaj, tako bom rekel, na tej točki pa treba upeljati filozofijo oziroma etiko, etični imperativ. Ta pa postavlja stvari na svoje mesto, etika je pa, bi rekel, univerzalna ideologija ali pa celo pozitivna ideologija, pa vendarle ideologija, ampak etični imperativ je pa vendar presežek Kantove filozofije, pa vse, tako rekoč vse religije po svetu, od krščanstva do Kitajcev, Inkov, vse so, Egipčanov, Grkov, so imeli neke verzije tega kategoričnega imperativa, tega etičnega imperativa. Zdaj, teoretsko je treba marsikaj tukaj dodati, zdaj suhoparno rečeno bom jaz rekel, levo politiko, pač tudi na levi je ključen ustroj človekovega duševnega aparata. In zdaj to neka dodana vrednost, ki jo jaz dajem v ta nek, rekel, akademski diskurs, ki tematizira tolo prebojensko ideologijo. V tem kontekstu moram reči, da je leva politika moralno izprijena zaradi vokizma. Kaj zdaj moralno izprijenost pa pomeni odsotnost nadjaza, šibek nadjaz. In to šibek nadjaz enega dela populacije, tvornih agentov, bi rekel Rastko Močnik, ali pa tudi teh trpnih pacientov, to sta dva izraza, ki jih je Rastko Močnik mentor pri mojem drugem magisteriju. Je pa sociolog kulture in je ravno teorijo ideologije in teorijo ideoloških mehanizmov, teorijo inštitucije je on obdelal že pred leti in imajo v mezincu. Je pa zanimivo, da je pristaš Kordiša, star marksist, kakorkoli. Zdaj, ne da tukaj naseda tej ideologiji peščica ljudi. Jaz sem rekel, da je peščica nekih psihopatov, teh ideoloških, pa rekel sem psihopatov, ideoloških aktivistov, ki je infiltriranih v jedro leve politične scene. Zdaj vodilne, ki se infiltrirajo na to levost, so feministke, ki igrajo pri tem vokizmu ključno vlogo. Bom tudi razložil v nadaljevanju, na kak način. Zdaj, kontaminirana z vokizmom je celotna slovenska, tako rekoč, leva civilna sfera s kakšnim 8. marcem na čelu, pa kje so še Mirovni inštitut, vokistični je cel FDV, se pravi fakulteta za socialno delo, tudi filofaks, te filozofija, sociologija kulture, tudi psihologija. Torej, ti nevladniki so izredno militanti, psihično zaznamovani, ta kolesariat, te kulturniki so prav popadljivi do drugače mislečih. Zaradi njih sem bil jaz pogosto skenslan, se pravi pritiskali so na direktore raznih inštitucij, pa decision maker je zato, da se mene ne bi slučajno kam povabilo, da ne bi kje predaval, pa tako naprej. Zdaj, tole moje naročeno predavanje je malce metapsihološko, z nekim kvantnim
pridihom, se pravi psihoanalitičnim predznakom. Psihoanaliza je kvantna sama po sebi. Zdaj nekaj osnovnih dejstev pa za začetek moram povedati, ne, ker v eni uri bom to težko vse povedal, zato te 3 deli. Za začetek naj povem, za lažje razumevanje vsega moram izpostaviti in zgodovino in nek širši teoretski kontekst tega volkizma. In na ta volkizm vezano cancel culture, ne, se pravi odpovedno kulturo, ne, to skenslanje, ki smo ga deležni tisti, ki smo moteči. Volkizem sem rekel, da je prebojenstvo. Zdaj prebojenje od kje, ne, na kakšen način. Namreč v zadju je neka ideja nekega prebojenja, ne bomo več molčali. Je bil nek slogan, pa prebudili se bomo, smo se prebudili, pa tako naprej. In to je Trump skenslal zdaj. Ampak to je nek obojeni volkizem, ne? Obojeni, ker volkizem sam po sebi se je začel, po moje, ali pa tako teoretiki tega volkizma, so začeli gledati, kaj se je za nazaj, ko je ta sedanji val volkizma prišel na sceno, so začeli gledati, kaj se je v Afriki recimo dogajalo. Pa po teh imperialistično osvojenih kolonijah, ne, ko se tam narod se je prebudil. In takrat so imeli, ampak to takrat ni bil volkizem, ne, takrat se to ni tako reklo, ampak za nazaj so šli gledati slogane protestnikov, ki recimo v Južnoafriški republiki, apartheid je bil tam do 94. leta, ne, ko so se črnci tam kot neka živalska rasa do belcev začeli pa obnašati prebojeno, ne, so pa revolucionalizirali svoje poglede na pozicijo, ki jo imajo v družbi v Južnoafriški republiki. Črnci, ki je to tako rekoč njihov kontinent. 15 let nazaj se je pa 2010 se je pa ta volkizem v ZDA začel pa obujati. Ne? Je bil to, rekel, ta zadnji val volkizma. Se pravi, volkizem je tako kot tale feminizem se je pojavljal v družbi v nekih valovih in zdaj za nazaj, ne, prvi val, kaj bo vmes drugi, tretji, mogoče ta zadnji val je pa kaj naredil. Te marginalizirane skupine, najbolj frustrirane, najbolj traumatizirane skupine, najbolj sprovocirane, pa tiho nagovorjene margine, populacijo, ki je na stranskem tiru tega, rekel, elitnega mainstreama, ki je resnično malo belo konotiran, če se rasno izrazim. Ta se je začel okoli 2010 nekako upirati, ne, na krilih v bistvu pa črncev in priseljencev. Te margini so se delale krivice, že desetletja, stoletja, s črncem se stoletja delajo krivice, priseljencem pa bolj v zadnjih desetletjih, ne. V zadnjem desetletju ali pa 20 letih pa še posebej, ne. Tudi v Evropi, tam z Mehiko pa z Latinoameričani, Južnimi Američani, ima ZDA konstantne probleme, že desetletja. Zdaj tem volkistom vse tole, kar je na robu, ni bilo všeč, militantne feministke, malo so se začeli pajdašiti in so se združevali. In ves ta negativizem, torej negativizem, volkizem je mogoče povezovati z nekim negativnim prizvokom, zdaj v zadnjem valu. To so malce nori, vse skupaj, bi jaz to tako videl. Ta sedanji val volkizma je ne bom rekel psihotičen, ampak pod narekovaji rečeno pa je nor. V zadnjih letih so si privoščili take obupne zdrse, da je treba zdaj pa z nekim psihološkim profiliranjem malo pogledati v to psiho teh ranjenih duš. V prvem valu ne moramo govoriti o ranjenih dušah. Res, da so bili neki agresivci aktualni kot vselej, pri vsaki revoluciji,
Ampak ti upori so bili etično kar upravičeni, ker so se ljudem delale krivice. Ljudem, ki so bili kar nek second class, neke drugorazredni so bili. In ta prvi valovi tega volkizma so imeli etični predznak, to moramo priznati. Tudi če ne maramo volkizma zdaj, ta prva prizadevanja, recimo črnskih manjšin ali pa večin v Afriki, so imeli, prizadevanja so imela etični predznak. Je šlo za diskriminacijo, mogoče bele manjšine nad večino, v teh mogoče tudi kolonializiranih državah, posod po svetu, tudi, mogoče govorimo tudi o portugalskih, španskih kolonijah, nizozemskih, francoskih, tudi Indija se je svoj čas morala zgoditi, pa tako naprej, na nek volkističen način. In ko tematiziramo volkizm, moramo recimo gledati tudi, kako se je Indija osamosvajala iz te kolonialne zgodbe. Ta zbudite se je imperativ volkistov, svoj čas legitim, v zadnjem času so pa zelo skrenili. To je tisto, kar sem želel uvodoma povedati. Seveda so ves čas tako zraven feministke, še prej sufražetke, feministke in podobna civilna združenja, ves čas primaknejo svoj piskrček, svoj lonček. Feministke še posebej, saj so se, torej ženske feministke, videle že ves čas svojega političnega angažiranja, družbenega angažiranja diskriminirane v primerjavi z moškimi. To je treba poudariti. In na podoben način so se črnci znašli v isti situaciji, ko so bili diskriminirani v primerjavi z belci. S tem, da črnski upor, še s časom te zasužene Amerike, recimo, mislim na črnce, ni primerljiv na eni točki s tem, kar so delale sufražetke že in pozneje feministke. Sufražetke so pionirke feminizma 200 let nazaj, Mary Wollstonecraft pa tako naprej. Ampak tam je v ozadju en psihološki mehanizem, ki ga ne bom posebej tukaj izpostavljal, ker sem napisal knjigo Prvi spol, pa o spolu, kjer sem ta feminizem popolnoma razgalil in ga povezoval z zavidanjem penisa. Ko se ženske zgledujejo po moških v objemu zavidanja penisa, rade bi jim bile podobne, ampak to je neka patologija, ki se napaja iz Oedipovega kompleksa in je nezavedna, kastracijsko obeležena, ampak o tem sem že toliko govoril, da tej točki ne bom to izpostavljal. Bi se pa vrnil k temu rasizmu, ki pa ima plemenite ideje. Feminizem, svoj čas sufražetstvo, volilna pravica, mislim pa boriti se za skrbništvo ob ločitvah, vedno so ga včas moški dobili, koristno za otroke pa je, da je pri mamici, ne pri očetu, ki niti ne zna skrbeti za njega. Mamica je ključna. In to so sufražetke dosegale svojim aktivizmom. Črnci, tam je pa druga zgodba, to so pa ljudje, tam pa nimajo nekih frustracij v ozadju na tak način kot feministke. 50 let nazaj je bil rasizem v ZDA aktualen, torej tudi ne samo v Južnoafriški republiki. V ZDA je bil rasizem, rasna diskriminacija, zatiranje črncev, afroameričanov, če se jim lepše reče, je bil aktualen in upor je bil etičen. To je treba priznati. In je terjalo to neko družbeno prebojenje, nek volkizem, pa takrat, če ni bilo tega termina, kot je ta zdaj, zaradi humanizacije družbe. To je etično. Takrat je bilo to etično. Ampak v to, kar se je pa zdaj prelevil, ta volkizem, transformiral, ameriški volkizem, zadnjih 10 let, bom rekel, od 2010 se to dogaja, ampak tam od 2015 je pa to zdaj pa malo prešlo vse meje dobrega okusa in za kritična teoretska refleksija se mora zgoditi in moje predavanje je tem namenjeno. In posledično je potrebna tudi politična intervencija, očitno je bila potrebna, ker Trump jo je pa izvedel. Tako je ukinil
tiste 100 spola, ali koliko jih je, upeljal 2 spola. Ok, okrog terih migracij sem jaz bolj previden, ne? Ampak te trume, mislim, beguncev z juga, tam z Mehike ven v Ameriko, so verjetno tudi nadležne, ne? Zdaj to, kaj je zdaj politično korektno? Trump to, kar dela, dela politično korektno. Vokizem, to so pa oni upeljali, je pa tudi politično korektno, ne? Z njihovega političnega vidika. Ampak zdaj moramo upeljati, ker tale moj prijatelj Aljuš, voditelj Faktorja, vedno prav, da smo politično korektna oddaja, najbolj politično korektna oddaja. Prej pa govoril, da smo politično nekorektni. Če bi bili mi politiki, ki komentiramo, jaz osebno nisem, Aljuš je tudi politološki, jaz sem politološki, politično analitičen, jaz nisem a priorno opredeljen, ne levo, ne desno, sem konzervativen zaradi psihoanalize, pa v ozadju imam etiko. Ampak ta termin politično korektno je nekaj, če se politika ukvarja z neko ideologijo in je z političnega vidika, če si vpet v politiko, nekaj korektno. Vokizem je korekten do levih, tale antivokizem, ki ga ima pa Trump, je pa politično tudi korekten do republikancev ali pa v kontekstu gledišča republikancev. Sicer jaz politološko, politično, analitično razmišljujoč ne morem reči, da sem politično ali korekten ali pa nekorekten. Prej bi rekel, da sem nekorekten, ampak ne, politolog ne more biti, si lahko korekten do teorije, politično korektnost pa politično nekorektnost pa to uporabljajo ali pa se da uporabljati samo do politično jasno opredeljenih politikov. Mogoče tudi aktivistov, pa mogoče volilnega telesa, ampak tole je bil nek medklic. Pred nadaljevanjem naj izrečem še tole pomembno dikcijo oziroma medklic. Vokizem je v intelektualnem oziroma kritikarsko-sociološkem razmišljanju spontano sprožil plaz zgodovinskega pomisleka oziroma premisleka zato, ker je bil na udaru kar naenkrat beli moški. Beli moški so kar čez noč postali bad guyi. Skušali so se diskriminirati, stigmatizirati, negativizirati, celo osramotiti. In v Ameriki so s tem začeli, mislim, pretiravati. Kaj so začeli? Tudi feministke so bile zelo vpete v to, pa tudi črnci, ne? Ker so začeli podirati spomenike ameriškim predsednikom, spomenike stare 200-300 let. Ne? Mislim, za nazaj pa to so neki velikani ameriške kulture. Vse, kar Amerika dan danes je tudi za voljo teh predsednikov, ki so beli moški bili, ne? In te spomenike njim na čast so začeli podirati, te vokisti. Kaj so še začeli delati? Hollywoodske mojstrovine so začeli za nazaj, filmske, ne? Spreminjati, izrezovati določene sekvence, določenih filmov, kultnih filmov, ker so ideološko kontaminirani z belo kulturo. Ne? Zdaj, risanke Walta Disneyja, se pravi, Disneyjeve risanke so začeli opremljati, niso jih rezali, ampak opremljati z nekim svarilnim podnapisom oziroma prednapisom, češ, da določene risanke vsebujejo neke spolne stereotipe, nek rasizem, ne? Opozorilo o rasizmu. To so Slonček Dumbo, znamenita risanka, Peter Pan, Dama in potepuh, to je basenska risanka, Mačke iz visoke družbe. Ne, zdaj, kaj so Sneguljčico poskušali narediti, feministke, ne? Ne bom govoril, no, ne bom šel v te detalje, ampak češ, da je to kulturni stereotip in da te risanke kvarijo otroke in zdržujejo neko mačistično, falocentrično kulturo, pa tako naprej.
Čisto so pobezljale te feministke oziroma volkisti, prebojenci. Knjigo o džungli sem pozabil tudi reči, tam so neke živali in tudi tam je do staroselcev, kaj so, do indijancev, češ, da so slabšalno se tam prikazali indijanci. Zdaj v tej zvezi bom pa malo sebe izpostavil, pa naša dva, ta teden še posebej, znamenita literata, en je pesnik, en Prešern, Prešern, France, Prešernov dan, pa Ivan Cankar sta bila po mojem videnju, in to že več kot 10 let opozarjam, moralno fejst izprijena. In jaz sem bil en prvih, ali pa če nisem bil jaz prvi, ki sem pred leti svaril, da ni prav, da sedanja neka identiteta, kulturna identiteta celega naroda temelji na dveh pretegnih moških, belih, sta pa bela, to pa sta, ja, se mi nimamo zdaj drugih kot belih, niti nista migranta. Prešern pa Cankar sta moralno izprijena in ne more nacija, po mojem videnju, paste, nisem volkist, konzervativen sem, ampak po mojem videnju ne more slovenska nacija svoje identitete graditi na dveh, preko seksualnih histerencih, dveh tako rekoč psihopatih. Prešern je bil pedofil, 13-letna Ana Jelovšek jo je pecel, zanosila je pri 15. Cankar je pa tam, da je prišel do seksa s 15-letnico, je te prvo mamo njeno porival, pa še punco 15-letno, da je naredila pol splav, ki je zanosila, jo je pa prebrcu. In mi imamo Cankarjev dom, pa Prešernove nagrade talamo. Mislim, to je adijo pamet, In tle se kot Slovenec, pa nam rekel, ne vem kakšen patriot sem, ampak za Slovenijo ni dobro, da gradi neko nacionalno identiteto na dveh kulturnikih, literatih, en pesnik, en pisatelj, odlično, vsak na svojem področju odlično, ampak kulta osebnosti mi ne moramo graditi na dveh belih moških, sta moralno pokvarjena, da ne rečem psihopata. Zdaj takole, jaz sem poslušal en podcast, delov podcast, Matjaž Gams, to je nek konzervativni intelektualec, star tam malo čez 70, tam inštitut Jožef Štefan, ne vem kje, vse je on bil aktiven. On je pa rekel, da te volkisti pa delajo ene neumnosti, češ, da tudi tega Prešerna hočejo diskreditirati, češ, da je bil pedofil. In pa on prav, ja, takrat je bila drugi časi so bili. Ne, tudi v tistih časih, moralno odgovoren moški, če je bil moralno priseben, se nisi spuščal v 13-letno punco, ki je še otrok bila, ali pa že malo na žensko zgledala. Gre za notranjo moralno razsodnost in tega Prešern ni imel niti Cankar. Prešern je bil hiter iz družine, tako rekoč nagnan, ki je v tisto ribnico, Cankar pa tako fotra ni imel, to je pa tam zbežal, kam je fotar v Bosno, kam je šel. In ta Gams pravi, da to so pa res volkisti butasti. Jaz nisem volkist, pa se mi zdi sporno, da Slovenija časti ta dva literata. Zdaj, ok, mi imamo tam na tale moja dela v šoli, od Cankarjem, Ivana Cankarja šoli. Ampak kulturni hram Cankarjev dom, kulturni dan, Prešernov dom, tukaj mi je zadeva malo sporna. Ampak kdo sem jaz, da bi sodil, on izoliran. Ampak na tej točki so me pa feministke zapopadle, ker me skozi spremljajo, pa je pa modro misel, so jo pa od mene potegle. In zdaj on ne tečnarja tam, da je bil Prešern pedofil. To zdaj ne vem, kaj za Cankarja pravijo, ki je posilil tisto, posilil. Zbrcu, da je splav naredila, 15-letnica. Porival je pa tudi njeno mamo. Ne to pozabiti, ljudje božji. Včasih treba bob reči. Tale moj rockerski idol svoj čas, Neil Young, je napisal za Špance moreč komad Cortez the Killer, konkvistator, ali ko je tisti pomorščak, osvajalec, Cortez, je šel v Mehiko, pobil 30,000, ba je cifra, 30,000 indijancev, Aztekov. In Cortez the Killer kot komad je v Španiji prepovedan. In zdaj Neil Young bi bil malo volkist, bi bil, zdaj
On ima politično angažirane komade 70. leta, se mi zdi, da je napisal v času Nixona. Komad Ohio, potegoval se za črnce, ne? Alabama, pa Lynyrd Skynyrd, pa Sweet Home Alabama so ga pa napičili. Old Neil, ne? Neil Younga so omenjali v ful dobrem komadu, ne? Mislim, melodično dobrem, ampak te so bili skupaj s klanom povezani, so pa se zabili tam avion je strmoglavi, govorimo o tem Lynyrd Skynyrd bandu. Nedavno je umrl zadnji kitarist teh originalne zasedbe. Skratka, Cortez the Killer, ne? Kako je že? Dancing across the water with the gallants, z galejami and the guns, topovi, puškami, looking for the new world and the palace in the sun. On the shore lay Montezuma, to je ta mesto, ki ga je ta konkvizator, Cortez, rekel, osvojil s takimi smrtnimi žrtvami. Skratka, Neil Young je en hud, rekel, tudi mislim, da je bil na prvih volitvah fest angažiran proti Trumpu, čeprav je Kanadčan, ne, se razume. Skratka, za širšo razumevanje woke ideologije treba nadaljevati ravno v ZDA. Ne, tam se ta wokizem dogaja s polno par, se je. Zdaj pa prirezal krila wokistom ravno Trump. Ampak tam imajo dejansko zatiranje črncev, afroameričanov in priseljencev, rasizem ZDA, to, če gledate NBA, tam ni rasizma, ne, ali pa je. Ker zanč je ena NBA punca, košarkašica, rekla mene, ko je v zvezo, sam zato, ko sem bela. Mislim, se je takoj skenslal, ne, tam se je umaknil, to ne govoriti, ne, ker to, pustimo zdaj, da le pa naš Dončić, pa Jokić, mislim, Lakersi, pa tako naprej, tole bo bomba vsekala v Dallas. Jokić rastura tam, kakorkoli že. V Ameriki imate Bronx, ne samo v New Yorku, vsako črnsko, torej mesto v Chicago, vsa večja mesta imajo svoj Bronx, kar pomeni nek črnski geto, kjer se ti Američani znajo malo, rekel, testosteronsko mladci, ne, izpostavljati, nebrzdano so, moralno nerazsodni, testosteronski, in zdaj, da so črnci pain in the ass, ne, ena družbena nadloga, tako se potihem to malo ve. Statistične raziskave tako kažejo, skupaj s Latinoameričani, ne, tudi Mehikanci, te priseljenci, so družbena nadloga, ampak to ni strte zvit stereotip. Statistika to kaže, ne, da note misli, ja, zdaj sem pa rasistična, ne vem kak. Te afroameričani imajo težke razmere v primarni družini in imajo v fundamentu ranjeno dušo. Tam ti črnci se plodijo pri 12-13 letih in pol tem punca noseča, oče neznan, ne, ali pa odpeke ta stran. In se sinček razvija brez moralne avtoritete, brez očeta. In potem so moralno pokvarjeni v teh črnskih getih, v Bronxu, ne, Bronxih posod po Ameriki. In ta šibka moralna razsodnost ni tako nedolžna stvar pri tem wokizmu, ne, če zdaj malo psihoanalitično repliko dam. In vedeti je treba, da se sicer psihična trdnost zgodi v otroštvu, v primarni družini, in tam je ta fundament. Odipo kompleks, te mnogi črnci, ne, nimajo razvitka, torej razrešenega v primarni družini, ker je fotor odsoten. Tam so statistika razdrtih družin je absurdno, rekel, v korist razdrtih družin, in napram belcem je veliko več črnskih družin disfunkcionalnih. Ne? In ta disfunkcionalna družina zacvre psiho in naredi otroka bodočega odraslega moškega moralno nerazsodnega. In pa se pa grupirajo te moralno nerazsodni mladci v te ulične klike, tolpe, ne, ki imajo mafijsko obeležje. To se dogaja. In pol, ja, ko češ drugega, afroameričani so večinoma, ne, črno obarvane te klike so.
Policija je pa tam, je pa republikanska po logiki. Črnci volijo Obamo, demokrate, Bidena Kamalo Harris, pa tako naprej, Hillary Clinton, ampak baba ne bojo volili, zato je Trump zmagal prvič. No, policisti jih imajo pa malo pod nadzorom in so tukaj na tihem, latentno, rasistični. Večina je belih policistov, so tudi črni. In predstavljajo epicentr črnci, afroameričani in migranti, predstavljajo epicenter policijske pozornosti. In policija je tista, ki dela red. Iz nereda dela red, iz kaosa, anarhije naredi neko dobro, trudi se narediti, ohranjati dobro delujočo družbo. Razpuščeni afroameričani so pa tukaj pain in the ass, poosebljeni nered, anarho-kaotičnega tipa. To pač moram povedati, to so statistična dejstva, to se jaz ne zmišljam kar tako, Ampak ta policija je pa postala v tej svoji pozornosti pa alergiji malce preveč agresivna do tega črnskega podmladka, teh afroameričanov, ki so nagnjeni k kriminalu in potem so nasilni, preveč nasilni. Zdaj, Azijcev pa tam ni, tam Kitajci so marljivi, Vietnamci pa tudi se malo bojijo, tudi muslimani so bolj, veroizpovedi muslimanske, oni so prej bi šli kot kak terorizem, kot neke ulične tolpe, kar delajo črnci. Črnci tako delajo pizdarje za policiste. Kaki islamisti iz registra džihada, tam so pa za FBI, pa za CIA, pa tako naprej. Zdaj, tukaj bom pa pač upeljal pa ta Black Lives Matter, se pravi črna življenja štejejo. In tukaj je pač logično, da se je ta zgodba v tem zadnjem valu tega nekega latentnega rasizma, ko so policisti bili abnormalno agresivni ravno do tega črnskega podmladka, do mladih črnih fantov, izredno agresivni in tu in tam je kdo tudi umrl. Zdaj, te smrtne žrtve so znane. Zdaj, te Black Lives Matter se je rodilo tam okrog leta 2010, ko je ta policijski teror, agresija začela dobivati krila. Pa 2010 se mi zdi, je bil Obama, Ampak vendarle republikanci imajo to policijo latentno pod okriljem, Policijsko nasilje do mladih kriminalcev se dogaja in te kriminalci so črno obarvani in ta vokizem se je oprijel, stihijsko oprijel tega gibanja Black Lives Matter. In to korelira pač z belim rasizmom, ki ga 300-400 let pozna Amerika in ga ni čisto odpravila, tako potihem, ker ljudje so psihično nagnjeni in ksenofobiji in rasizmu, ker črni za belce imajo en drug in belci so tam v večini, so decision makeri in so ful latentno popadljivi lahko. Kaj naj še rečem, 2014 se je pa ta drugi val, od 2010, pri 2014 so se začeli ti eni poboji, ki so prišli v javnost, policijsko nasilje in ta policijski trend je treba pač malo razčleniti. Gre za človeški sadizem, ki je pričakovan, ker pač imamo analno fazo psihoseksualnega razvoja in tam se rojeva človeški sadizem. In ta je odgovoren. Tudi ksenofobija in rasizem imata psihološke temelje, ki se dajo nadzirati zgolj in samo z nadjazom. Močnim nadjazom, tudi s policijo, pa s ideološko neko indoktrinacijo, pa pranjem možganov v nekih izobraževalnih sistemih, ki probajo neke flajštre gor na to agresivnost, rasizem gor dati. Ampak
tudi na ksenofobijo, da ne to patološko domoljubje, ki je znano za konzervativni del, za republikance, ne eskalira preveč. Ne. Ampak to so vse psihološke podstati, ki jih psihoanaliza pač jih ima v vidu, in zato govorim, da je ključen človeški sadizem, ta živalskost, zaradi katere človek ne more biti kar človek, human, pa ne vem, sočuten, ima moralno razsoden. Človek je večja žival, najbolj krvoločne živali, je lahko človek. Tega se treba zavedati. In pa ta črnski podmladek, že z minimalnimi kriminalnimi dejanji, je že bil epicenter policijskega nadzora in pa so si dali pa duška, ne, te sadisti beli, predvsem beli. In pa se je Black Lives Matter ob podpori volkistov, feministk, pa podobnih marginalnih skupin začel krepiti. Demokrati so to izkoristili, ne, in recimo pol je v boju z Bidenom, nazadnje pa Trump popuščil po svojem prvem mandatu, pa je bil ful dober predsednik, ne vem, če bo tako dober v tem mandatu, ampak zdaj se je pa spravil na ta volkizem, ki ga je pa Biden pa upgradal v neznosnost, v norost. Zdaj tako, zaradi Black Lives Matter ima volkizem neko legitimiteto, ne, in to je neko upravičenost, in to je pač treba v tej teoretskem kontekstu je treba to izpostaviti, ne. Priznati treba. Zdaj, ko je Obamo Trump premagal, torej zamenjal ga je Trump, Hillary Clinton je premagal, 2016, ko je to zamenjal, je Trump bil republikanec in policija republikanska in se to nasilje še povečalo. Potihem so si upali več, ne, rasistično motivirani so bili te, predvsem beli policisti. Črni so bili pa bolj, ali pa te latinoameričani, kaki azijati so bili tam malo tudi izolirani vseh dogajanj, raci nad črnci, so bili na stranskem tiru, ne, zato da so beli rasisti lahko več potihem naredili. Zdaj, to sem že rekel, pro-republikanska policija, pa pro-demokratski margina, priseljenci, črnci. In cela zgodba se je pač zgodila na način, da je pol Biden zmagal, ne. Feministke so vedno piskaček zraven dajale k tem volkizmu in tudi jedro volkizma so feministke. V bistvu v latentnem jedru so feministke, ne črnci. Black Lives Matter je uradno tam jedro volkizma, ampak vso to cancel kulturo pa furejo v ozadju feministke, po mojem videnju. Feministke so odnegdaj, po definiciji, pajdašice, margine, priseljencev, črncev, ne, ker imajo to neko, vseh teh manjšin tudi, ne, imajo neko ranjenost, zaradi katere so aktivne. Ranjenost, seveda, tam feministke so lezbike, večinoma zaradi spolne zlorabe. Pa imajo pa tukaj še geji, ki imajo nekaj več, oziroma LGBT skupnost, zdaj imajo še transe zraven, pa podobne seksualne frustrirance. In jasno, da ta atomska bomba lahko poči. Spomnim se predavanja mojega profesorja Tončija Kuzmaniča, zdaj že po moje 5-6 let pokojen. Tonči Kuzmanič je na enem predavanju rekel, da so bili nosilci mnogih plemenitih revolucij, tako je on govoril, samo treba vedeti, da je on bil pa marksist, to je znal na pamet celega Marksa, tam v Mirovnem inštitutu, pa ta njegova dvometrašica, ko je že, Vlasta Jalušič, ne, za tega nisem doktoriral, ne, sta bila pajdaša na Mirovnem inštitutu. To so bili vsi levičari, Mirovni inštitut je levičarski, ampak dejstvo pa je, ne, to je statistika, zdaj to tako kaže, geji in lezbike so bili infiltrirani v mnoge pobune, revolucije, mnoge upore
in jih je Kuzmanič prepoznaval, seveda kot levičar, kot pomemben del tega revolucionarnega gibanja in tudi vovkizma, zaradi frustracije, zaradi psihične frustracije, ne zato, ker imajo tako etičnost v seriji, ampak so tako frustrirani, pa imajo neko samo smiljenje in potem se jim smilijo tudi črnci, pa priseljenci, ne? Vsa ta margina, pa transi, pa podobni zblojenci, ne? Ki so psihično frustrirani. Zdaj na tej točki se rekel, tole moram še povedati, zdaj pa to že 50 minut, zdaj pa moram končati. Tole je bil zdaj ta prvi del o vovkizmu, prebojencih, ki delajo zdaj pa pizdarje, pa o cancel kulturi. V drugem in tretjem delu bomo še par stvari povedal tokom tega tedna, ki je kulturni teden, v soboto imamo Prešernov dan, sem ga že zdaj švrtnil. Tako da hvala, ker ste me poslušali. Kakšna donacija mi ne bi škodila, kakšen aplavz ali pa moralna podpora tudi ne. Skratka, posnel bom tudi drugi in tretji del. Čau.